Zdaj mi redko masira. Ja, prav čutim. Nan, Lexus LS je na vrst. Moram priznati, da sem se tega kar malo veselil. Prvič zato, ker je dosti dober avto, drugič pa zato, da lahko končno, pa že kar na začetku odgovorim na tisto vprašanje, ki ste ga zastavljali daleč najpogostejš. Na en način se mi zdi to smešen, ker sem mislil, da je to že splošno uveljavljeno, da se ve, ampak se mi zdi, da se vse ne ve. Namreč to vprašanje je bil: Ej, Ciril, a LS je to tako dober, kot recimo nemški A8, BMW 7 pa Mercedes S? Pa bom kar tako odgovoril, ja. Po eni strani mi je še vedno kar malo hecen, kako ljudje znajo na Lexus tako malo postran gledati, čeprav so se že doskrat dokazali z Faced Orang Auti. Ampak nič hudega, tudi to je en izmed razlogov, zakaj jaz z veseljem delam vlog, da včasih kakšne stvari razložim. Včasih tudi dvakrat pa trikrat, ni problema, gremo skozi. Pa dajmo iti najprej čez zunanjo podobo. Avto je ogromen, dolg je kot 520-523 cm. To je pravzaprav toliko kot dolge verzije A8, S, 7 in tako naprej. Zato ker tega, a veš, nimaš krajšo pa daljšo, imaš samo eno izvedbo. Zgleda prvič kot ena taka limuzina s kupejevskim pridihom, ki vidiš, ko streha luštno pade, ampak tudi obenem kot ena taka malo bolj posebna avtomobilska skulptura. Zelo zanimive poteze ima, še posebej, če prideš tukaj do sprednjega dela, vidiš? Moja najboljša takole zraven prijem le, kako je ogromna. Lexus je prav spindle grill. In da so vse skupaj naredili, pa pol tudi sproducirali, so rabili več kot 3 mesece. A veš zakaj? Zato, ker vse te ploske, ki jih vidiš, ko se prelivajo eno od drugo, več kot 5000 jih je. Točen 5023. Pol veš, da vsake toliko časa, ko plozam v teh Lexusih, ko govorimo o predanosti detajlom, ne govorim tako, kar neki, v luft, pa da bi se malo zmislil. Pa da ne govorimo o matričnih LED žarometih. Mi že sam žaromet, če ga pogledaš, mislim, koliko enih detajlov. A veš, ka za luč redko rečeš, da je taka fukiš, to je tista beseda, ki jo rad uporabljam, ampak daj sam pogled, kako se ta ledica lepo razšlen. No zdaj pa ti meni povej, a je hudo ali ni hudo. Je pa tudi kakšna stvar, ki mi ni toliko všeč. A veš, kroma na tem avtu je razmeroma velik, tudi tukaj spodaj ga imaš, vidiš, ampak tale del tukaj se mi zdi pa to je moj osebno mnenje, da bi ga lahko spustili. Ok, jaz mislim, da je cajt, da se posvetimo v kabini. Jaz Lexusa po feelingu, tako na hitro, če ga že moram primerjati, ker te primerjave so vam ponovadi zelo všeč, nič tako, kot Audi A8 pa BMW 7, pa na en način zelo podoben Mercedesu S. A veš zakaj? A veš, meni se zdi, da imajo ravno pri Mercedesu pa pri Lexusu najboljši feeling za ta organski flow, za ta občutek v kabini, ki je tak naraven. A veš, linije ful lepo tečejo. Občutek imaš, da so 3/4 stvari tukaj narejene na roko, ne pa z robotom, ne pa z mašino. Ker tega feelinga sprijaznimo se v Audiju pa v BMW-ju, ne glede na to, koliko dobro sta narejena, pa sta odlična, v kabini ponovadi ne dobiš. Tukaj pa tako, kad se notro usešaš, to bo malo drugače. Obenem pa avto ima, priznam, tudi kakšne fore, ki so skrajno nenavadne, recimo tele dva rogova, tukaj s talemu upravljaš trakcijo oziroma upravljaš izklop ali pa vklop stabilizacijskih sistemov. S tem tukaj na desni strani pa upravljaš vozne programe. Hecen, ne? Lej, z druge vrste vse skupaj izgleda takole. Za začetek vidiš tistole fino osvetlitev tam nad spodaj, čist mal, glih za občutek, pa pol volan, voznikovo delovno okolje, pa preostanek armaturne plošče. A ti je všeč, a ti ni? To pa zdaj ti povej. Pa tudi na splošno v tej fini kabini za voznika pa za sopotnike poskrbljen tako, kot pri drugih najboljših, tistih, o katerih smo govorili prej. Ko mi čakam in grede, da se usedem v drugo vrsto, ampak ostanemo še malo tukaj. A veš, ogromno enih majhnih stvari se zgodi že sam takrat, ko ti hočeš v ali pa iz avta. Lej, zdaj to. A veš, recimo, da sem se jaz zdaj nekam pripeljal, ugasnil bom avto, pa pogledal, kaj vse naredi avto, zato da je tebi sam lažje ven iti. Pa je zdaj to, kaj bo naredil, da je meni pas lažje odpet. Vidiš, malo ga dvigne, pa pol vse skupaj malo lažje. Pa zdaj moram še enkrat vse ponoviti, zato da boš videl še te druge stvari, ki se zgodijo. To se pravi, jaz ugasnem avto, odpnem se. Vidiš to? Volan je šel noter, sedaš pa ne sam, da je šel nazaj, tudi dvignil se je, zato da sem jaz višji od tal in je lažje stopiti ven. A je pa pozabil sem povedati tudi to, da se avto dvigne za 4 cm, stari 4 cm, to je skoraj tako pol na konc, ko greš še sedeš gor, kot da bi stopil ven iz tacga, mogoče malo nižjega SUV-ja. To je pa pol že velika razlika, stopiš ven iz nizke limuzine, a pa iz tega. To so detajli, to jaz vedno pravim, detajli na detajle, skupno izkušnjo naredi dosti boljšo. Ali pa recimo klimatska naprava, tukaj imaš eno posebno funkcijo, ki se imenuje concierge, zdaj jo bom zbral, pak.
In veš, kako deluje? Avto ima po kabini kup enih infrardečih senzorjev, ki sami preverjajo telesno temperaturo vseh 4 potnikov. In če vidijo, da je eno malo bolj vroče, recimo, da se peleš tako, da sonce osvetljuje samo eno stran kabine, on reče, aha, Ciril je za Švico, dajmo mu vklopiti hlajenje sedežev. Zdaj pa ti meni povej, a je to next level shit ali ja? Da vse skupaj izbiraš, kot pri drugih sodobnih Lexusih s pomočjo, mimogrede, daj pogled te materiale. No. V glavnem, s tole ploščico, ki je vse skupaj odzivno potem na dotik, vidiš, takole zgleda in tole je tak konsjerž, ka avto sam zbira, kaj dogaja. Lahko pa seveda tudi sam zbereš hlajenje sedežev, 3 različne stopnje imaš, ne? Ali pa če gremo desno, gretje. Ali pa tukaj še gretje volana. Pa kva še, ne vem, če zbereš ta hudo stopno opreme, pol dobiš avtomatsko zraven še ozvočenje Mark Levinson, to je 23 zvočnikov na 16 lokacijah po celem avtu. Zdaj pa preden se gremo peljati, pa predvsem preden gremo v drugo vrsto, ker tam je res jasno, najprej pogledamo, kaj je pod pokrovom motorja, tako na hiter, kupene plastike, če bi dal pa to stran, bi pa zagledal 3,5 litrski 6-valjnik V oblike. No in ta bencinski motor je sposoben sproducirati tam okrog 300 konjev. Pa dobiš pa še elektromotor, pa skupna sistemska moč, zrasen. Zdaj sem se pozabil. Jaz sem se pozabil. Pa sem se vedel. A ja, 360, tam nekje 359-360 konjev, vsega skupaj. Pri meni je poraba poprečna med 10,3 pa 10,6, kar je zelo sprejemljivo, ker sem pa pazil, stari takrat gre pa vse skupaj dol tudi do 6, če si previden. Evo, končno druga vrsta. Najprej se bom lotil detajlov, ki so sicer prisotni že v prvi vrsti, ampak to moram meniti, ker to je. Za začetek, tudi tisto, kar sem prej govoril, ne, taka zelo organska oblika, pa prijemo do materialov, stari tale alkantara, veš, ko je to fino šlatati. Ali pa recimo tale detajl, ki je meni daleč najlepši. Tukaj gre za kombinacijo, mislim da, ker ko pošlatam je hladen aluminij, pa je tak zelo fin les. In to je tisti občutek za detajle, ki je meni vedno tako všeč. Se vem, da sem že malo dolgočasen. Pejmo na tiste stvari, ki so še malo hujše. Jaz recimo zdaj sedim v čisto običajnem položaju. To se pravi, sedež je relativno vzravnan, lahko pa tale zic, če mi grem recimo malo na jetra, umaknem, rečem, stari, ti pet pa zdaj malo stran. A prav? Adijo. Lej, takole izgleda z mojega zornega kota. Sedež se bo umaknil čist naprej, zato da bom jaz maksimalno prostora za svoje kratke nogice. Aha, pa še zaslon se prilagodi, vidiš? No in zdaj, ko se je dec umaknil, se žurka šele dobro začne, ker jaz bi pa zdaj rad, da mi je pa malo bolj udobno, a ne? Jaz sem sedel že v praktično vseh luksuznih limuzinah, ki imajo tale zic, da gre nazaj, pa še niti en se ni toliko nagnil, kot se ta. Nam rekel, da ležim, ležiš v posli, ampak skoraj ležim. Pa lahko še dodatno nastavljaš vse druge stvari pri sedežih, višino, recimo vzglavnika, ali pa da se ti tole tukaj ven zarola, da je tvojim nogicam še malo bolj udobno, dajmo recimo zdaj to narediti. O, ja, stari, to mi deli. Pa še malo naprej. Ni dober, no? Mislim, tako čez bolj mehen, kot jaz. Pa dejansko po moje lahko priješ sem noč spat. No, z moje perspektive zdaj takole zgleda. Vse sem si lepo zrihtal, moje nogice so praktično stegnjene, v bistvu ležim, tukaj spodaj si lahko gor vržem kakšen film. Zdaj mi ritko masira. Ja? Prav čutim. Vse je fajn. Res je fajn. Malo je tak. No, toliko o udobju, ki ti ga je ta avto sposoben pričarati v drugi vrsti. Zdaj pa čevlje gor. Ja, pa imamo še malo za volan. Veš, pri temu LS-u je tako, ko ga stisneš, ko izkoristiš vse konje, ki so ti na voljo. Je malo tak whiny zvok, ni tako možat, ki bi pričakoval, ampak stari sorry. Ta avto ima vozne programe, to drži. Imaš eko, imaš comfort, imaš sport, imaš celo sport plus. Ampak stari, tega avta se ne preganja. Jaz sem 98% časa vozil kar v comfort, zato ker ta avto je. Pa če mene vprašaš po razlogu, če bi si ga kupil, zakaj bi si ga kupil, stari, vsakodnevne hektike, če imaš kakšen odgovoren poklic, ki zahteva veliko energije po koncentracije, ja pol iščeš tistega mal zena v vsakodnevnem lifeu, pa zakaj ga ne bi dobil v avtu? Pa ne nečesa pozabiti, ne? Ta avto se imenuje Lexus LS. A veš, kaj ta kratica sploh pomeni? Lagano, stari, lagano! Uživi v razkošju, v odličnih materialih, uživi v vožnji, v tem, kaj ti zračno vzmetenje lahko ponuja. Bod v easy. Se, če
če ga voziš, si verjetno direktor ali pa nekdo, ki si nekaj tacga lepo špoha. Špoha? Špoga sem hotel reči. Ma sem že utrujen. Pa mogoče za konec sam še beseda ali pa dve o tehnoloških talentih. Ni da ni, ne bom šel v detalje, ampak ja, na pol zna sam pelat. Head-up display se ti razprostre, boga mi čez pol pasut spredi. Pa tudi, če pogledaš na varnost, aktivno in pasivno, se mi zdi, da nima smisla zgubljati besed. Bolj pomembno mi je bilo predstaviti pri tem avtomobilu feeling, pa tiste stvari, ki ga dvignejo nad pričakovanja tistih, ki pravzaprav sploh ne vejo, da ta avto ali obstaja, ali pa kaj vse je pravzaprav sploh sposoben ponuditi. No, zdaj veš. Če bi moral LS-a opisati z eno besedo, daj pogoogli besedo omotenaši. Omotenashi. Je kaj za prebrati. Ajde.